Živjo, lep pozdrav vsem skupaj. Danes bom pa vam razložil nekaj stvari o eni zanimivi temi, predvsem kaj je to trn v peti. Zato ste gotovo že vsi slišali, tako da vam bom zdaj razložil točno, kaj to je, kaj so vzroki tem bolečinam in kako te bolečine odpraviti. Tukaj imam rentgensko sliko petnice, se pravi slika rentgenska je od strani. Tukaj vidite pač, to je petnica, in trn spodaj, ki se je naredil zaradi preobremenitve. Namreč pri hoji, pa tudi pri stanju, ko stojimo, je največja obremenitev na peti in na sprednjem delu stopala. In te dve točke sta med sabo povezani z, mi temu rečemo plantarna fascija, ki vzdržuje ta stopalni lok in vzdržuje neko napetost oziroma tenzijo v stopalo. In če dolgo časa stojimo, preobremenjujemo stopalo pri teku, predvsem kakšni tekači, ki imajo preveliko pronacijo stopala, pride do prevelike tenzije oziroma vleka te fascije in posledično pride do vnetja in zaradi vnetja ta tenzija poveča vlek narastišča in se lahko ta trn naredi. To narastišče kalcinira in se naredi takale špička, zato temu rečemo trn v peti. Kje so zdaj prisotne bolečine? Če imamo trn v peti, bolečina je največkrat prisotna na notranjem delu petnice. Večinoma je bolečina najhujša v jutranjih urah, potem, ko začnemo hoditi, se bolečina zmanjša in potem, ko preobremenjujemo stopalo, imamo daljšo hojo, tek, daljšo stojo, se bolečina zopet intenzivira. Kaj narediti, če pride do bolečine? Zmanjšati obremenitev, tek zamenjamo s kakšnim kolesarjenjem, plavanjem, potem lokalno hladimo s kakšnim ledom, s kakšnim nesteroidnim mazilom in potem tudi probamo s kakšnimi silikonskimi vložki v samem obuvalu, zamenjamo obutev in potem tudi kakšna fizioterapija pride v poštev, ultrazvok, laser, magnetoterapija. V skrajnem primeru, če to nič ne deluje, pa svetujemo pregled pri ortopedu, ki se ponavadi odloči za blokado v samo petnico. Seveda, če fizioterapija ne pomaga, pač moramo pa opozoriti, da sama blokada je boleča, ampak je tudi najbolj učinkovita.